intuitivni navdih od 12. maja do 18. maja. Vse, kar občutite v vaši notranjosti, se rezultira tudi v vaši zunanjosti. To odsevajte navzven. In ta notranji ogenj, ki je včasih zelo majhen, včasih večji, se bo sedaj odzvanjal v vašem okolju. Resnično odmeval bo v vaše okolje. In zato je pomembno, da pogledate v ta svoj notranji svet, v notranjo ognjevitost, v notranji ogenj, ki gori oziroma lahko, da samo malo tli. In tukaj je pomembno, da delujete v smer povečave oziroma v smer nekakšnega podžiganja tega notranjega ognja. Nekako mu morate dati dihati, nekako mu morate prinesti, dostaviti oziroma omogočiti dostop kisika, da bo lažje gorel. In dejansko so zato primerne tudi dihalne vaje. Resnično pomembno je z dihom voditi svetlobo sonca, svetlobo ognja, svetlobo tistega, kar nas napaja, v svojo notranjost, v svoj srčni predel. Resnično je pomembno predihati to področje in spostaviti neko ravnovesje in žar. Govorimo o notranjem žaru, ki ga odsevamo navzven. Če tega žara ni, nimamo volje do življenja, nimamo strasti za delo, nimamo tistega, kar nas bi vodilo v življenju in tistega, kar nas bi postavljalo na pot in nas v bistvu samodejno usmerjalo v korake naprej. Zato je potrebno poskrbeti za ta notranji ogenj in resnično ga je potrebno prižigati dnevno. Prižigati ga je treba in tudi varovati oziroma čuvati na nek način, kot taborniki čuvajo svoj taborniški ogenj. Ker ta notranji ogenj nam kaže luč, nam kaže pot, nas bodri, da smo živi. Ko ta ogenj ugasne, umremo. Resnično, takrat smo na prehodu. Vendar to naj se ne zgodi, kajti dogovorjeno je, kdaj bo ta ogenj ugasnil. In dogovorjeno je, da moramo tudi čuvati ta ogenj v času našega življenja. Zato je to naša odgovornost, edina najbolj pomembna odgovornost v življenju. Da čuvamo svoje notranje svetove in jih negujemo, tako kot skrbno skrbimo za svoje zunanje svetove oziroma okolje. To naj bo ena izmed pomembnih informacij, ki ste jo prejeli danes, in s poglobitvijo v ta notranji svet to storite vsak dan. Vsak dan prižgite in negujte svoj notranji ogenj.